Na podpis pogodbe v Budimpešti sta se med prvimi odzvala mariborski župan dr. Andrej Fištrevec in njegov svetovalec Marko Kovačič. Današnji dan je pomemben dan za Maribor in Slovenijo. Največje gradbeno podjetje ne pride v regijo na oglede, ampak pride delati. In na ta način se tudi potrjuje orientacija, ki smo jo pred leti v mestu zastavili, torej, da smo se odprli navzven in na največjih svetovnih rastočih trgih začeli iskati poslovne partnerje, ki bi našli svoje priložnosti v Mariboru, regiji in s tem tudi v Sloveniji. Je za nas zelo velik trenutek, enostavno, ker je projekt letališča nekako bil spromoviran na nivo nove svilene poti. Zdaj bo definitivno lažje pridobiti kakšnega investitora, ker je bil spromoviran na tem vrhu, je bil tudi podpisan. Promocija tega projekta bo s tem podpisom zelo velika, bo dosti bolj prepoznan v Evropi, bo prepoznan tudi v Aziji. Za odzive na visoko investicijo, ki jo je kitajsko podjetje za konstrukcijski inženiring podpisalo s podjetjem SHS Aviation, ki ima v lasti aerodrom Maribor, smo prosili tudi predstavnike domačih javnih podjetij. Prihodu Magne je to bil kvantni preskok v razvoju tega mesta, za prodajo letališča, kjer nekdo investira zasebni kapital v samo letališče, je spet se zgodil nek novi kapital na trgu, ki ga do danes ni bilo, seveda teh 660 milijonov, če je to dejstvo in če se bo to definitivno realiziralo v kratkem v Mariboru, je to skoraj nekaj neverjetnega. Jaz mislim, da take tuje investicije Slovenija trenutno nima. Tole, da so ti kitajski investitorji zagotovo bili v tem zadnjem obdobju zelo dobrodošli. Predstavili so nam velike načrte, ki smo jih sicer zelo tudi dobrodušno sprejeli. Zdaj pa jaz mislim, da je na njih, da se bojo tudi izkazali, da bojo te svoje cilje in načrte izpolnili in da bojo postali kredibilni partnerji. Investicija pa je lahko tudi poslovna priložnost za občinska podjetja. V tej investiciji se bo sigurno se bodo urejali notranji prostori, se bo urejale zelene površine, to je tudi naša dejavnost. Ampak bistvena zadeva je tale, da za to investicijo se bodo odpirala mnoga nova delovna mesta. V tem delu se bo sigurno uporabljal material iz tega okolja, investicijo bodo izvajali firme iz tega okolja. Jaz mislim, da je to en največjih impulzov, kar jih je bilo. Ja, podjetje Nigrad pričakuje, da bo z to investicijo postal tudi partner in da bo lahko pomagal z deli, ki jih lahko opravi pri tem projektu. Vsekakor bi tu lahko prišlo v poštev izvedba kompletne kanalizacije in pa potem vseh gradbenih del, ki jih Nigrad lahko ponudi temu podjetju iz Kitajske. Gre za 6-letnih proračunov mestne občine Maribor, ki v bistvu zagotavlja pravzaprav delo in življenje desetine tisoče ljudi. Kar se tiče samih izvajalcev gospodarske javne službe, lahko rečem, da bomo seveda prav gotovo svoj del dela mi pridobili. Na nek način je seveda naša želja, da gradimo infrastrukturo in da seveda vsem našim bodočim potencialnim gospodarskim poslovnim partnerjem ponudimo vse možne rešitve. Podpis pogodbe pa bo imel lahko tudi širši vpliv. Za naše mesto, temveč za celotno severovzhodno regijo. Kaj se pa tiče turistov na trgih, tudi tu vidim velik porast. Skratka, zelo dobra investicija in vso srečo, čestitke za to, za ta dogovor, ki je bil podpisan, ki ga ni bilo lahko dobiti. Dejstvo je, da bo tudi več obiskovalcev v Mariboru, kar pomeni za celotno regijo pozitivno in potem tudi lekarne v tem vidijo možnost za svoj razvoj, čeprav posredno, ampak na vsak način je to dobro. Odzive na visoko investicijo, ki mariborskemu gospodarstvu daje novega zagona, bomo spremljali tudi v prihodnjih dneh.